Poslanci državnega zbora danes na izredni seji sprejemajo paket zakonodajnih sprememb, s katerimi želi vlada poenostaviti sanacijo po ledeni ujmi. Z ukrepi namerava vlada zagotoviti proračunska sredstva ter odpraviti ovire v postopkih, ki bi lahko oteževale izvedbo nujnih ukrepov. Škodo po žledolomu ocenjujejo na od 300 do 500 milijonov evrov. Trije zakoni, ki jih boste obravnavali danes, predstavljajo najbolj nujne sistemske ukrepe, ki so potrebni za to, da bomo posledice te nesreče lahko odpravljali hitreje in bolj učinkoviteje. Daleč od tega pa, da je to konec. Dodam naj še, da bo iz državnega proračuna 15 milijonov evrov zagotovljenih takoj. Pripravljamo pa natančno potrebo sredstev za sanacijo državne infrastrukture, gozdov, vodotokov, javna dela, ki jih bomo uvedli za to sanacijo. Država bo zaprosila tudi za pomoč iz solidarnostnega sklada Evropske unije. Eden od virov pa bodo zavarovalni zneski ter tudi ugodni krediti Evropske investicijske banke. V najhujših dneh ujme so ljudem najbolj pomagali prostovoljni gasilci. V nemogočih razmerah so jim prinašali upanje in ga marsikje še danes, na Planinskem polju na primer. A tudi gasilci potrebujejo pomoč. Pomagala jim bo tudi naša hiša RTV Slovenija. Z dobrodelno akcijo Stopimo skupaj za slovenske gasilce. Že zdaj lahko prispevate zanje po svojih močeh s telefonskim klicem. Ob 20. pa se bo na prvem programu televizije Slovenija začel dobrodelni koncert. Ogledate si ga lahko tudi na televiziji Maribor. Zbrani denar bo namenjen za nakup opreme, ki je gasilcem primanjkuje. Veliko opreme je bilo uničeno. Delali smo pravzaprav v nenormalnih pogojih, tako da je veliko motornih žag, tudi agregatov, tudi osebne zaščitne opreme. Nimamo še natančnih podatkov, koliko je škode na vozilih. Tudi vsaj 3 vozila po prvih podatkih so pravzaprav uničene, ker so drevesa padla na vozila, tako da je škoda kar zelo velika. Z vlade so odgovorili na poziv Mariborske obrtno-podjetniške zbornice, naj izpolni svojo lansko obljubo o dodatni pomoči območju Maribora in okolice, ki jo pesti vse višja brezposelnost. Iz kabineta predsednice vlade so odgovorili, da se tako vlada kot premierka zavedata težkega položaja, a da takšni programi zahtevajo določen čas za začetek izvajanja instrumentov. Izvedba omenjenega programa naj bi bila tudi ena od prioritet novega ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo. Čeprav je vlada sprejela tudi 7 ukrepov razvojne podpore v skupni vrednosti dobrih 66 milijonov evrov, program v realnosti še ni zaživel. Potem, ko so rudarji premogovnika Velenje za prihodnji ponedeljek napovedali 2-urno opozorilno stavko, so to danes storili tudi rudarji rudnika Trbovlje-Hrastnik v zapiranju. Njihov sindikat je napovedal, da bo opozorilna stavka trajala 8 ur. 270 zaposlenih v rudniku Trbovlje-Hrastnik namreč še ni prejelo januarske plače, niti ne vedo, kdaj jo bodo. Delavce skrbi tudi izplačilo premij in odpravnin za 135 presežnih delavcev, ki se bodo aprila prijavili na Zavod za zaposlovanje. Tudi jutri bo v zahodni in južni Sloveniji pretežno oblačno, predvsem na Notranjskem in Primorskem bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah severne in vzhodne Slovenije megla, čez dan bo pihal jugozahodni veter. V petek bo na severovzhodu še deloma jasno, drugod pa pretežno oblačno. V zahodnih krajih bo rahlo deževalo. V soboto bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo, nad 900 metri nadmorske višine pa rahlo snežilo. Ohladilo se bo. Danes v dnevniku televizije Maribor. Mariborski hoteli so kljub zeleni zimi med počitnicami polni. Pristojni bodo družini Male skušali pomagati do neprofitnega stanovanja. V Mariboru sprejem za Filipa Flisarja, 6. v olimpijskem smučarskem krosu. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.